Društvo je nastalo na pobudo nekdanjega novomeškega župana Francija Koncilije. To ne predstavlja konkurence, pač pa daje dodano vrednost že obstoječim društvom, pravi Koncilija. Poudarek pa bo na ohranjanju slovenskega jezika, na negovanju ljubezni in spoštovanja do knjige, ker to pravzaprav osmišlja sleherni narod. Prvi predsednik novoustanovljenega društva je postal še en znan novomeščan, Milček Komelj, ki se Šalija zelo živo spominja. Bil je tak tih, hudomušen, pa hkrati melanholičen gospod, nehno kadil, ser bil pa sinonim za novomeškega pesnika, edin pomemben pesnik v Novem mestu. Delovanje društva bo usmerjeno v Šaljev ustvarjalni opus, ki je svoje prve pesmi objavil leta 1938 v Dejanju, do leta 1945 pa je sodeloval tudi v različnih revijah, v katerih je objavil več kot 60 pesmi. Bil je pa take vrste pesnik, ki je seveda posebno zavesti in pri srcu novomeščanom, ker on pravi, spomin mu na srce trga in navdih je dobil ob misli pa pogledal na Novo mesto, Kapitl, Ragolog, Krka. Osebno pa me zelo zanima njegov duhovni svet, ki se mi zdi, da je bil nekako prezrt v javnosti in tu bomo usmerili svoje raziskovalne moči. Šalji je prevajal dela iz številnih slovanskih jezikov, pa tudi francoščine in nemščine. Med drugim je bil lektor založbe Mladinska knjiga, pozneje tudi njen urednik. Od leta 1984 pa do smrti pred 24 leti je živel v Novem mestu.